Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Ste na TV Arena in gledate oddajo O. Moj današnji gost je uspešen moški, aktiven športnik, oče 3 otrok, bivši predsednik UNICEF-a in lastnik podjetja Unistar. Gospod Miran Poštic. Pozdravljeni. Dober dan, živijo. Toliko stvari vem o vas, da me je kar strah, da sem kaj izpustila. Bova videla, ne? Ok. No, če se pogovarjamo o vašem podjetju Unistar, kaj natančno dela to podjetje oziroma s čim se ukvarjate? Unistar je predvsem računalniško podjetje, ali pa rečemo širše, je podjetje na področju informacijskih tehnologij. Na trgu je prisotno že skoraj 30 let, se pravi 28 let. Smo na slovenskem trgu in smo eden vidnejših, kako bi rekel, igralcev na področju informatike in telekomunikacij. Pa majhen popravek, v resnici je lastnik Unistar je delniška družba, jaz sem pač malo večji lastnik ali pa eden od lastnikov te delniške družbe, to je Alterna, tako da ne bo. Da ne bo pomote. Ja, da ne bo kakšne, da. No, če govorimo spet o podjetju Unistar, kaj ste želeli doseči takrat, ko ste leta 1908 oziroma 1989 ustanovili to podjetje v Sloveniji? Kaj ste želeli doseči? Kakšen cilj je bil? No, takrat ni bilo cilja, takrat so se stvari kar ena za drugo valile. V resnici sem jaz prišel iz Avstrije, delal sem v Avstriji, tam sem začel in v določenem trenutku se je zakonodaja v Jugoslaviji toliko spremenila ali odprla, da smo začeli razmišljati o tem, da bi odprli podjetje. Predtem smo delali pa kot avstrijska izpostava, delali smo kot avstrijsko podjetje, Ferro Impax je bilo v tistem trenutku, in smo pač prodajali, bom rekel, po področju cele Jugoslavije, uvažali smo pa preko Avstrije. Bilo je še bolj kompliciran, seveda bil takrat. Brezcarinski uvoz, pa prosta cona, potem je šla obmejna menjava, tako veliko je bilo kombinacij in, bom rekel, v tistem obdobju smo se kar tako učili vsi skupaj, Tako da ja, zakon je pol omogočil, pač 88. leta je nov zakon omogočil, da se odprejo podjetja in smo vsi, ki smo pač bili delovni in to željo imeli, odprli podjetje, s tem, da ni bilo tako strategije, vizije, zdaj bomo pa prišli v 5 letih to, v 10 letih to, ampak čisto preprosto smo entuzijastično začeli delati, malo nas je trg učil, malo okolica in evo, danes smo po 28 letih še nekako na zemljevidu. No in kako močni so lobiji na tem področju? Lobiji na informatiki? Tako. Lobijev tle ni, mislim, tako kot povsod. Lobijev nekih izrazitih ni, so pa seveda interesne skupine, ki vsak svoje produkte seveda zagovarja ali pa poskuša prodati. Kar bi rekel, meni se zdi zelo legitimno, da jaz kot lastnik nekega podjetja naredim vse v okviru zakonodaje, moči, znanja, znanstev, da svoj produkt prodamo. Zdaj mi prodajamo znanje in mi seveda, glavna naloga je, da vsem povemo, mi znamo, znamo to, znamo drug, znamo tretji, znamo četrt in ljudi prepričati, da smo zanesljiv partner. In to potem s časoma, če ti uspe, pa potem, bom rekel, gre največ pa po izročilu. Se pravi, dober glas je že odvetel v vas. Zdaj hočem, povem kakšen pregovor, ampak dejansko, če si dober, se to sliši in zadovoljna stranka je najboljši PR. To je pač odmeri tako veljala. No, menite, da je veliko zadovoljnih strank? No, očitno je v 28 letih dovolj, da smo še na zemljevidu. Mislim, da da smo kar dobri, trudimo se biti dobri, Zdaj, seveda, delamo napake, kdo jih ne dela, Tudi te sinusi delovni, ti imaš, obdobje, ko imaš veliko dela, obdobje, ko ga imaš premalo, in jasno, da delaš napake. Kakšno je sedaj obdobje? Sedaj je obdobje pred dopusti, ko vsi hitijo z zadnjimi opravili, zato da potem lahko v miru zapustijo pisarne. Tako da zdaj seveda pritisk velik, delajo veliko in hkrati pa je tudi v pričakovanju vročina, kot ste opazili, že 3 tedne vroče, ali pa so temperature nadpovprečno visoke in pač jasno so potem tudi ljudje manj živahni ali pač kakorkoli. No, kljub temu, menite, da do dan danes so se uresničile vse vaše cilje, kar ste si zastavili glede posla? Unistarja, tako. Ja, mislim, da se uresničili veliko ciljev, vsaj kar je bilo realnega, mi smo veliko trga izgubili, v Sloveniji smo relativno dobro pozicionirani, skoraj na vsakem področju smo med 3 najuspešnejšimi podjetji,
Tako da, ampak seveda zmer kaj vstanejo, ne. Seveda, če bi vsi cilji izpolnjeni, kje je potem smisel. Naša želja je seveda prodreti, ne vem, to regijo Alpe-Adria v naslednjih letih, mogoče ne z mano, ampak z naslednikom ali pa z podjetje samo od sebe, ne, z zaposlenimi, ki smo ustvarjali, smo kar veliko kadrov v tem obdobju, seveda, ne. Prodreti na avstrijski pa italijanski trg zaenkrat, to tako resno pripravljamo strategijo vstopa v te regije. Ruskega ni v namenu. Ruski zelo simpatičen, pa ogromen trg, ne, in velikrat, jaz sem enega prijatelja, ki je govoril, ne, imel je zelo spodobno lepo podjetje v Sloveniji in rekel, če bi bila taka družba, se pravi sorazmerno večja, kot je ruski trg, bi bil jaz tam, ne, velik ruski tajkun. Tako da seveda, ne, to je 100-krat večji trg in če bi jaz dal vse, kar imamo mi, krat 100, ne, bi bila to pa potem že res referenca, ne. Namenite, da v Sloveniji je težko uspeti. Vam je bilo težko. To je zanimivo Za nazaj, vprašanje. kako bi opisali svojo pot do sedaj? Poslovno pot. Mi smo začeli smo tako na polna pljuča, mladi, polni nekih idej, želja, vneme. Tak bil je ene vrste tako romantično podjetništvo. Takrat pa tudi zaupanje je bil drugačno, kot danes, ne. Boljše? Boljše, ja. Danes, ne vem, se usedeš, se nekaj dogovoriš, beseda ne velja, napišeš pogodbo, pogodba ne velja, iščeš luknje, mislim tako, ne, iščejo luknje, ne. Jaz bi rekel, prvo je tako romantično podjetništvo je bil, verjeli smo si še, pa tako, no, najbolj, zanimiv z današnjimi očmi, ne, ni bilo mobitelov, ni bilo, kaj pa vem, računalnikov, interneta, ne, ni bilo interneta, halo. E-maila ni bilo maila. Niste mogli poslati. Prvo orodje, ki smo ga mi imeli v pisarni, dobro je bil resen računalnik, ne, ki zato je bil za tipkati predračune ali pa podobno, ne, pa potem telefaks. Mi smo prvi telefaks, smo se zbrali koliko njega, halo, tle pa daš noter, pa na drugi strani pride ven, ne. Drugače pa ne, ti si se usedel v avto, si se odpeljal v Nemčijo, do nekega principala, dobavitelja, si sklenil pogodbo ali pa ne in si se odpeljal s to pogodbo potem domov, ne. In potem seveda ni bilo tudi te hitrosti, ne. Ti, če si dobil pogodbo, smo potem nekaj časa imeli. Ni bilo neke konkurence, da bi drug potrkal glih ne, tako da v bistvu se je vse dogajalo počasneje, malo lepš, ne, mogoče so bile marže tudi malo boljše, nisi informacij zbral na klika, ne, ker vse produkte, ne, če si enkrat enega dobrega najdel, se te je držal in tako naprej. In cel trg, seveda, Jugoslavija. Torej, takrat je bilo boljše? Takrat je bilo lepše. Lepše. Ne. In če bi imel možnost zavrteti čas nazaj, bi ga? Po moje, da ne. Vsak čas, vsak obdobje ima svoje čare, ne, tako da tudi če narediš v življenju, prideš na eno točko, kaj tam si, ne. Zdaj, a obžaluješ za nazaj ali ne. Jaz mislim, da je kvaliteta, da sproti se prav odločiš. Ne narediš vse prav, ampak misliš v tistem trenutku, da si prav naredil in to te pol pelje, ne. Tako da jaz ne bi, no, jaz bi to, kar rekel, ne bi spremenil stvari za nazaj veliko, ali pa jih ne bi spremenil. Mi je za kakšne žal, kakšne neumnosti sem naredil, ampak to je en del obdobja, ne. Tako da gledam rajš, ne vem, sedanjost pa ne. Prihodnost. Pa jutrišnji dan. Kaj pa je vaše moto? Ne vem, če imam kakšen glih čist moto, a ne. Nimate. Ne, mislim, da moj največji moto je, da si korekten, to po moje, to sem že iz tega, ker sem tehnica po horoskopu, ne. Pa nekako sem bil tako vzgojen, če je bil profesor nazadnje predaval moralo in etiko, tako da ta korektnost, da skozi fair, ne, to je recimo moj moto, da če si prav, se ti lepe stvari zgodijo. A je to kakšen moto, pa ne vem. Torej, okej. Kaj pa, kam bi uvrstili klimo v vašem podjetju? Kakšna je klima? Kakšna je? Kako pri vas? Kakšen zrak? Prva stvar, ki se je spet spremenila od takrat, ko smo začeli, pa do danes je, ni več šihta, ne. Ni več enega delovnega časa od 8 do 4 ali 7 do 3 ali kjerkoli, ampak tako, ne, ko dobiš mail, na nekaj odgovoriš, ko ti en pošlje SMS, ne, če je treba kaj se dogovoriti, ta delovni čas je ratal kar, vsaj pri teh aktivnih, a ne, ali prodajalcih, inženirjih, teh večini zaposlenih, kar around the clock, kar stalno smo v nekem
krogu. To je spet recimo še kar hudo, a ne. Ampak danes, če hočeš biti uspešen in če hočeš pač informacije hitro dobiti, hitro deliti, hitro odreagirati, je to edini način poslovanja, a ne. Ni več, da ti ob 4 ugasno, zdaj sem pa doma, zdaj pa družina moja, a ne. Zdaj se pa z družino ukvarjam. Ampak to je žalostno. To je problem, ja. To je velik problem in glede na to, kako se ta komunikacija pa sploh svet razvija, ne, jaz to tako vidim. Mislim, sej že. Takole boš vzel pa frcno enega drona, to je ta helikopter s 4, kakorkoli, avtomatsko te bo spremljal, te bo snemal in snemal hkrati vse okrog tebe. In to bo jutri, to je danes je tehnično možno in že obstaja, jutri te bo pa sledil in bo snemal in če se ti recimo, kaj zvem, nekaj sporekel ali pa boš hotel nekaj za nazaj preveriti, ne, kaj sem jaz včeraj rekel, ne, on je, daj, cak, boš prevrtil in boš pogledal. No, evo, tole sem rekel, ne, se pravi. To so take stvari, ki bojo še bolj vplivale na naše življenje, a ne, in time ne bo več v tem smislu, a ne, že tako, nobene zasebnosti, nikamor gre vse te nekako spremlja, snema, sateliti, kamere, varnostne, take, drugačne, mobiteli, mislim, danes je te v bistvu zasebnosti skoraj več ni, ne, to je ful velik problem. In to, če se bo verjetno nekako morala družba moralno, etično spet odločiti, kaj ja, kaj ne, kaj je sprejemljivo oziroma do kje bomo to še pustili. No in če bi imeli moč, kaj bi spremenili na svetu? Evo, če smo že pri tem. Človeško neumnost bi ukinil. Ja? Ja, pa lenobo bi ukinil. Kaj še? Pa seveda bi obnovljivi viri, ne, se pravi, to se mi zdi pomembno za zemljo, da pač varujemo, a ne, da jo ne uničujemo. Zdaj, če bi pa čisto pragmatično rekel, ne, toliko planetov okrog se bomo pa nekam izselili. Preselili. Ne, pa Zemlja je res tako, iz vesolja je lep. To je recimo ena moja želja, da bi šel v vesolje, pa da bi videl Zemljo iz vesolja. Ne, mislim, da ti v tistem trenutku ti neki preklop, ko prideš v drugo dimenzijo, Zemlja je res lepa, no, vsaj tako izgleda po teh posnetkih iz vesolja in je škoda, da jo... No, mislim, kar v prihodnosti bomo imeli to opcijo, turistične agencije bodo prodajale karte, da lahko greš gor vesolje po Zemljo že prodajajo na Marsu, ne, že možno jo si rezervirati. Ja, ampak Mars ni lep, Mars je pust, ne, Luna isto je, samo satelit in tako naprej. Zdaj, no, do tega, to se mi pa zdi, da ne bo pa še čist jutra, ne. To pa, kar bi bilo nujno za preživetje človeštva, verjetno, ne, najdete en rešilni planet, ne, ker konec koncev lahko pride nek komet pa uniči Zemljo, ne, velike variant, velike možnosti, da pa Zemlja sama od sebe ne bi preživela, ne glede na to, kako lepo mi z njo ravnamo, a ne. No, če govorimo že o prihodnosti, vaše podjetje ima za sabo kar solidno dobo obstoja. Kje vidite svoje podjetje čez recimo 25 let? Čez 25 let? Recimo. Mislim, da to sploh ne bo več informacijsko podjetje, a ne, da bo to čist nekaj drugega. Da bo temeljilo na nekih varnostnih rešitvah, da bo temeljilo na nekih komunikacijskih rešitvah. V tem smislu jaz to vidim, da bo seveda nek hibrid globalen, ne, absolutno tisti, ki bo samo v Sloveniji, ne veš kaj početa, ne. Tako da bo verjetno en hibrid tega, kar je v globalnem cloudu, recimo, ne, v tem oblaku, pa kar mi lahko v tem sodelujemo kot lokalno znanje. Kako pa pridobivate vi v svoje podjetje kvalitetne kadre? Oziroma, vsi vemo, da v Sloveniji kar težko najti osebo, ki bi dobro delala, dobrega prodajalca, pa... Drži. Kje to vi dobite? Koliko zaposlenih sploh imate? Niste povedali. Zdaj, samo Unistar ima aktivnih 90 zaposlenih, od tega jih je 70 redno, cela skupina pa 130. No, 130. Ja. In so vsi dobri, pravite. Kje ste dobili te ljudi? Prvo je, velika razlika je, a ti podjetje gradiš, ne, in tako kot smo ga mi, pač v teh 28 letih pridejo sodelavci, vidiš, da so dobri, jih zadržiš. Pridejo neizdelani sodelavci, ne, se v bistvu pri nas dokončajo in so spet pozicionirajo in so seveda ne. In mi smo pristaš tega, da sam največ kadrov narediš. Ker te kadri so pač tvoji, so lojalni, se poznate, ne fluktuirajo veliko in tako naprej. Tako da to je prvo, se pravi, kadre moraš dolgoročno vzgajati.
Potem je pa seveda, zmer so priložnosti na trgu, da enega dobrega zaznaš, on je v svojem okolju zadovoljen, ga povabiš, debata, 2, in če se na koncu nekaj filozofija pokrije, pride k tebi, ne. Ampak prvo je da počasi gradiš, ne. In danes tisti, ki je prehiter uspel, ali pa recimo s krajo kadrov in trenutek zrastu, ali pa kaj podobnega, tak pa to, jaz mislim, da dolgoročno to ni, ne. Prvič, če ta kader dobiš, ki je pripravljen za neko, samo zaradi višje cene prideti, to mu tudi ti ne moreš zaupati, ne. Tako da tukaj je verjetno ključ v tem, da imaš pravo razmerje, pa korekten odnos. To jaz mislim, da kot delodajalec moraš biti zmeri en korak naprej, da vidiš, tlele se je potrudil, zdaj si pa zaslužil malo boljšo plačo. Ne, da on pride k tebi pa reče, ne, ampak da si ti malo ga prehitiš en korak, glej. No, kako pa razvajate svoje zaposlene, poleg plače? To jih pa božamo cele dneve, ne. Kako? Kak koncept imate? Prirejete kakšne zabave morda? Dobro, podarite kaj, kar tako? Velik je, ker smo kot tim, veliko je samo iniciative, tako da recimo, da bom sam rekel, rednih piknikov, rednih teh dogodkov je velika, ne. Pa imamo recimo letne nagrade tudi za zaposlen dneva, zaposlen meseca, zaposlen leta, ne. Zdaj, kaj pa vem, za lansko leto, na primer, je šla ena od sodelavk, je dobila nagrado Južno Afriko, 2 sodelavca pa en teden Sicilije, po en teden Sicilije, ne. V takih rečeh se pogovarjamo, potem naredimo, ne vem, nagrado, kdo bo prinesel najlepšo bučo za noč čarovnic. Veliko je tega timskega dela, no, zdaj bom rekel, se niti ne spomnim, pa nekaj v podjetju, nekaj izven, zdaj, ker imamo veliko prostorov, probamo naše izkoristiti, ne. Smo tudi v industrijski coni, mislim, da je edino podjetje, ki je obkroženo z drevesi. Atri smo tako fino ozelenili, da je pač več tudi tega, ne. Tako da v bistvu to bi bilo to, ne. V glavnem poslušaš, to je dobro, če poslušaš, se veliko pogovarjaš, pa ostalo pa kemija. No, kaj pa menite o Microsoftu, ko ima za svoje zaposlene kar, ne vem, namizni nogomet, gugalnice, prostore za sproščanje, za spat. Kaj menite o vsem tem? Če bi v Sloveniji imeli to moč, da bi vaše podjetje bilo tako veliko in bi lahko tudi vi to morda naredil? Mi del tega imamo, no, mi smo, ne vem, recimo mizo za namizni tenis, ne. Ja. Zdaj smo imeli turnir v malem nogometu, zraven piknika za stranke ob novem produktu, pa imamo vsako leto martinovanje, recimo en tak vesel dogodek, kakšen koncert sem pa tja. Jaz mislim, da to je dobro, glej, pač ti moraš to razbijati in tudi ti ne moreš 8 ur koncentrirano delati, ti se moraš nekaj vdahniti, ne. Tako da jaz mislim, to so te pristopi, ki so sicer ameriški in jaz tiste ameriške filozofije v celoti ne zagovarjam, ne, ker ima veliko slabega ta njihov način dela, spet ritem, ki ubija, ampak te inovativni pristopi, mislim, da je Google začel s tem, pa Apple, pa zdaj seveda Microsoft in ostali so tudi temu sledili, ne. Ja, sigurno, da je to v redu. Mislim, že če malo barven je v redu, ne, samo da ni pisarna, računalnik, stol, pa papirji, ne. No, če smo pri filozofiji, ste prej omenil ameriška, kakšna je pa slovenska? Kako je tukaj pri nas v Sloveniji? Slovenska je veliko delati, pa manjša učinkovitost, to se mi zdi, da je problem, ne. Slovenci, no, smo garači, sigurno, veliko delamo, ampak v strategiji, pa v učinkovitosti, pa v sistemih pa kar pademo, ne. Dočim Američani imajo pa to, ne, na kvartal, na 3 mesece, na mesec, ne, vse tu številke, vse spremljati, čim ni kakšen trend v redu, tudi radikalno, ta oddelek ne dela, odrežite, zbrište, koliko je ljudi, ni pomembno, ne, vse gledajo čez to. Mi smo vseeno bolj emocionalni, ne, to je v redu. Drug je pa, da veliko preveč časa porabimo po sestankih, ne. Mi se dogovarjamo za eno stvar, to se pogovarjamo, kot ste prej rekli, lobiramo bi lahko rekli, ne, ali pa pripravljamo en posel, greš 10 krogov, pač to je neučinkovito, ne. Ti moraš reči, si dober, to rabim, ne, to bom kupil in v tistem se potem v enem hitrem obdobju odločiš, ker v poslu je to pomembna, hitra odločitev. Pri nas je pa mogoče malo preveč, tudi kar se tiče zakonodaje, tudi vsi sistemi so preveč zakomplicirani. Pa neresni mogoče, tudi to.
Dobro, zdaj jaz sem resni, jaz mislim, da vsi se trudijo, da bi bili dobri, a ne, vsi se trudijo, vsak ima verjeten, ali pa velikih ima dober namen, ampak ko pridejo, a ne, pa zeleni, pa inšpektorati, pa občine, pa MOL, pa ministrstvo, to nikamor ne prideš, a ne, vse se vidi pri gradbeništvu, pa se vidi v zdravstvu, pač preveč komplicirajo. Sistem je v bistvu preprost, ne, ljudje vemo, kaj rabimo, kako se to nekaj naredi, a ne, in pod tem od A do B je ravna črta, če hodiš po ovinkih, je pa težje, a ne. Tako da absolutno imamo preveč zbirokratiziran, ne, nismo pa edini na svetu. Tisti, ki misli, da ne vem, v Avstriji ni birokracije, v Nemčiji, Italiji, Franciji, Ameriki. Birokracija je, ampak mogoče smo tudi mlada demokracija, pa še nimamo teh postopkov tako. No, vi ste pozitiven človek. Po moje, da ja. Pa tudi trudoholika, ne, se pravi, veliko se trudite. Kaj pa čustva? V službi kako premagate svoj stres? Ja, mislim, stres se da premagovati samo Na kakšen način vi, osebno vi? Kako? Šport. Glavno je to, šport je en tak ventil, ne, pa družina. Kaj pa na delovnem mestu? Ne vem, ste v službi, nekaj se zgodi, kako ste nasplošno razborljiv človek, tako da bi nekaj metali, kričali. Dobro, da bi kakšen obdobje, da ne, sem malo glasnejši. Ampak običajno ne, običajno kar ne reagiram na prvo žogo, ne, to je prva stvar. Druga je pa, da tudi nobena stvar ni tako huda, kot te prvo zgleda, ali pa to klepa. Ja? Ne, to je prvi vtis, nikoli ni čista prava, ne. Če nekaj izgleda prelepo, te nekaj čaka. Če nekaj totalno zgleda, ne, slabo, sigurno ni tako slabo, vse kaj še ne skriva od zadaj. Tako da prehitra reakcija pri teh stvareh seveda ni dobra, a ne. In ko se stvari zložijo, ko se stvari malo premisli, z zornih kotov pogleda, se najde tudi rešitev, ne, pa greš pač čez to, ne. Tako da ni zdaj nekak, bi rekel, pa tudi napake so, no, to če bi tudi rekel, ti se kdaj zmotiš, sodelavci se kdaj zmotijo, ne, zdaj. No, če smo pri napakah, vaša največja življenjska napaka? Moja največja življenjska napaka? To sploh ne vem, da bi imel kakšno tako res veliko življenjsko napako. Ne, jih ni. Ne, najbrž so, en kup jih je, jasno, ne. Ena neka določena stvar, za katero vam je zelo, zelo žal. Ja, to bo rabila time out, ko se res nič takega ne spomnim, ne. Da bi Potem je dobro. nekaj res zelo žal, ne. Potem je to dobro, nimate kaj razmišljati. No, če bi bilo kaj groznega, ne, Ja. bi se verjetno zdaj takoj spomnil. Ni mi res nekaj zelo, zelo, zelo žal. So pa ogromne stvari, ki bi jih pač, ne. Ampak to se vrneva prej k tistem, ne. Večino stvari se odločiš in narediš, zdaj da bi ti pač. razumem. Kaj pa, če bi svoj karakter moral primerjati z živalskim svetom? Katera žival bi bil in zakaj? Lev mi ta prvo pride na misel. Tudi jaz sem hotela reči. Ampak, Lev. mogoče tudi malo ne. Premislite malo. Zelo rad imam Afriko, tako mogoče sigurno bi si izbral kakšno afriško žival, a ne? Naprimer, zakaj? Lastnost njeno, zakaj? Kako bi se opisal, zakaj? No, okej, že tako. Tukaj sem aktiven, se pa kar poženem, a ne? Aha. Zelo težko, zdaj, če bom rekel, da se počutim kot vodja, se bo čudno slišal, ne, ampak znam motivirati ljudi, to sigurno, ne, organizacijsko sem močen, ne. No, kakšna žival bi bilo to? Ne, pa, lev je recimo, je kar dober tak, ne, lev recimo pas na teritorij in on je v tem v svojem okolju pas, na ta svoj notranji trop, ne, in edini sovražnik njemu je drug lev ali pa, ne, za vse ostale pa skrbijo levinje, ne, one lovijo, ne. Torej ste lev. Ja, mogoče pa ja, mogoče pa se lahko počutim dobro, ne. Recimo se bi se dobro počutil v njegovi koži. Ok. Kaj pa vem, da ste aktiven športnik in da se ukvarjate z več vrsti športa? Kateri so to? Dobro, zdaj v zadnjem času, v zadnjih letih res prednjači kajtanja, ne. In sicer se odlično sovpada s tem, kar imam itakrat, ne, to pomeni tople temperature, morje, veter, zrak, svobodo, pa potem še neke aktivnosti, ki je zraven pripetih in to je vse skupaj združen najbolj v kajtariji, a ne. Kajt sem odkril par let nazaj in me je še kar okužil in
zdaj večino dopustov kombiniram tako v bistvu, da nekako poberemo to ogromne kupe opreme, nekam zbašamo, ne, in jo potem preskušamo na terenu. No, predvidevam, da o kajtanju imate še veliko za povedati in predlagam, da gremo na oglase. Dragi gledalci, dobrodošli nazaj v studio oddaje O. Moj današnji gost je Miran Boštic. Pozdravljeni še enkrat. Še enkrat. V tem trenutku, ko ste imeli malo odmora, ste se kar spreoblekal. Majička je... Kaj je to? Kaj pomeni? Ja, seveda pomeni. To je majička, v bistvu, koncept je moj, ideja je moja, oblikovalec Uroš Podgorevc jo je pa potem še dokončal. Zdaj, v čem je zgodba, ne? Pač vsi te darilne majčke, tudi jaz jih ogromno dobim, uporabljaš pol dva namena. Eno, da jih pri športu seveda zdrajsaš, drugo je pa, doma. Da tako, ja, ali v njih spiš, ali pa na koncu v kuhinji z njimi čistiš. No, skratka, ideja je taka, da sem hotel narediti majčko, ki je bila vsem všeč. Ki je sicer promocijska majčka, ki je majčka podjetij, to je pač recimo, to je eno od mojih podjetij, Unistar, na drugi strani. To je za tukaj lahko pokažete, ja. Je drugo od teh podjetij, in pa naš logo. Probamo zdaj se pravi narediti majčko, ki si ljudje želijo. Zdaj, ideja je tudi taka, da bomo več serij teh majčk imeli, dali bomo lepo na našo domačo stran, in potem bomo te majčke tudi, se pravi, za neko normalno ceno prodajali. In jaz upam, da jih bo ljudje veliko nosili in s tem tudi našo reklamo. No, da vam povem, zakaj sem prej vprašala, ker sem že videla par ljudi, ko so nosili tako majčko. Zato vas sprašujem, ker mi je znana, zelo znana mi je. To me pa zelo veseli. Moderna je, lepo, pohvalno moderna je. To je nov koncept majčke in je že druga verzija. Ja, žensko imate, ne? Ženskih takih pa nimamo, ampak se jih da tako primerno oblikovati. Se pravi, škarje z malo popravko, moja žena se je to tako zelo lepo uredila, tako se sploh ne vidi, v bistvu, da je to načeloma. Bom tudi jaz to poskusila doma, hvala, ker ste mi tudi podaril eno izmed teh majčk. Kaj pa tukaj imate pripravljeno? Ste pripravljeni podariti kakšno majčko enemu mojemu zvestnemu gledalcu? Z velikim veseljem bom to naredil. Kaj pa ponavadi vedno moji gosti dajo kakšno nagradno vprašanje. Na zadnji, ko je bila Tanja Žagar, je ona kar pripravila, da ljudje morajo podeliti, lajkati oziroma všečkati sliko in nekaj napisati spodaj. Kaj pa vi, kakšna je vaša ideja? Takoj, sedaj, spontano. No, če bi rekel, mi, se pravi, Kite Life, pripravljen naslednjo kajtarski kamp, konec meseca in moje nagradno vprašanje je, kje se bo ta kajtarski kamp odvijal. Kajtarski kamp, kje se bo odvijal, dragi gledalci, to je vprašanje. Kite Life. Tisti, ki bo zmagal, bo dobil majčko. Super ideja se mi zdi. No, prej smo začeli pogovarjati o kajtanju, ne? Se pravi, to je nekako zmajarstvo na vodi, bi se temu reklo. Ja, zdaj pač recimo, da imaš malo več opreme kot pri smučanju, imaš torej desko. Ampak kajtanje ni slovenska beseda, ne? Kitesurfing, ne, ja, ne vem, obstaja slovenska beseda za kajtanje. Kako pa bi to besedo po slovensko opisali? Kaj to? Deskanje z zmajem na vodi. Tako. Ali obstaja kakšna slovenska beseda za to? Gledala sem v Wikipediji, piše zmajarstvo na vodi. Ja, grozno. Grozno beseda. Zmajarstvo na vodi. No, dejansko imaš to nek desko, bord, in imaš kajt, se pravi zmaja. In imaš neko ročko, s katerim upravljaš zmaja. In potem z vsemi temi, z vetrom in ravnotežjem in vso močjo nekako se odpeljaš, ne? No, in kako dobri ste v tem športu? No, glede na to, da sem šele 3 leta, nisem... Od 1 do 10, kako bi se ocenili? Ne biti tako skromen, gospod Miran, kar dajte, ker vsi dobro vemo, da ste dober v tem, ne lagati, ne bi rekla 3. Viri pravijo, da ste kar dober. Rečemo nekaj srednjega, no. Ok, polovica, več kot polovica, 6. Ja, tako recimo, 6. Zadostno je tako. Zadostno. Ampak v bistvu je tako, zadostno, da uživam,
Zdaj, če tisti uživajo, ki me gledajo, ne vem, ampak meni je všeč in jaz uživam in mislim, da je to tudi namena. Ne? Kako ste pa sploh prišli do tega športa? Od vseh športov ste našli glih tega. Zakaj? Zato, ker je moja sedanja partnerka aktivna kajtarka, bila je nekaj časa tudi inštruktor, oziroma zaradi dojenčka in tako naprej, ampak v bistvu najbolj zaradi tega. Se pravi, ona vas je upeljala v to? Ja, če rečemo, najbolj zaradi nje, ona me je direktno, drugače želja po novih športih, pa po teh aktivnostih pa itak obstaja. In to potem nekaj, ko vidiš, ti rečeš, wow, to bi pa sprobal. Ampak čas ti to narata tako. In pa rečeš, bom drug teden, bom drugo leto, No, to se je pa tukaj poklopilo, se pravi neka želja, ideja z neko seveda, in ko že zna. In smo pa to zelo hitro združili. Se pravi, je bil to nek izziv za vas, da ste si zamislili, da sedaj bom pa jaz boljši od nje, a ne? Neko tekmovanje. Niste? Ne. Je boljša? Ja, seveda. No, kaj pa, kako razširjen je ta šport v Sloveniji? Težko je reči, koliko je v bistvu aktivnih kajtarjev, kaj že, zmajčkarjev? Lahko tako rečemo, zmajčkarjev. To ne vem, je pa kar nekaj teh organiziranih šol in to je, jaz mislim, da šport, ki je tudi še kar v vzponu. Recimo, bistveno lažje se ga je naučiti pa začetku surfanja. Je res, da tistih 10 dni pretrpiš v vodi in pod vodo, ampak enkrat, ko speleš, enkrat, ko začutiš to hitrost na vodi, je to vse poplačano. Od takrat naprej pa potem lahko stalno napreduješ in stalno se res da neke nove ali trike, skoke, se pravi, takrat naprej je skoraj neomejeno. A je boleč šport? Pa ni boleč, je seveda so možne kakšne poškodbe, ampak tako, ko bi rekel, tako kot na smučanju ali pa na surfanju ali pa na kakšnem drugem. Ni neki izrazito navaren šport, je pa seveda, če prav delaš, če pa ne, tako kaj, Schumacher, na smučanju. Načelno smučanje ni nevaren šport, ampak lahko se pa spremeni v tragično nesrečo, tako da to pa nikoli ne moreš vedeti. Kako bi mene prepričali, da bi poskusila tak šport? Recimo, jaz se bojim vode in priznam, dragi gledalci, ne znam plavati. Kako bi me prepričal? Ta del je lahek. Plavati ni treba znati, ker večina se itak kajta v nizki vodi. Sploh od začetka učenja. Koliko nizka? Zame je že problem, če je večja. Pa recimo, kaj pa vem, kakšni dobri laguni, kjer je voda pol metra in meter, za začetnika to je odlično. In tam se tudi pozneje, ko napreduješ, ko delaš skoke, je fino, da je nižja voda. Da ti se padeš, pobereš in da lahko nadaljuješ. Tako da, dobro, če pa res potem, ko bom jaz enkrat, če bo kdaj tako, če pa dober greš, pa potem ti pride pa v kri pa to, da moraš probati na valovih. In prav enkrat, ko probaš to na resnih valovih. Ampak prvo moraš stopiti sploh v vodo. Kako bi me prepričal? Ja, ženska na kajtu, lepa ženska na kajtu, to je magnet za vse moške. Jaz mislim, da to je čista prava. Kaj pa obleka, kakšna posebna, kakšen kostim, kaj moraš nositi pri tem? Kako oprema, kako to izgleda? Načelno se nosi pač ta neopremna obleka, primerna z temperaturo, da pa ne bi to potem izgledal kot človek žaba, so si pa kajteri zamislili to kajterska moda, da imaš pa zraven še, se pravi, kratke športne hlačke čez. Zdaj pa seveda polet, če je dosti vroče, si pa jaz predstavljam, in to je tudi najlepša slika, da so punce na kajtu, pa da so tako kar v oblekcah, ali pa v kopalkah, ali pa delno v kopalkah, delno v... Se pravi, tle pač tako, kakor je moda, se da tudi tukaj, marsikaj. Ampak če zdaj greva resno, prepričal, mislim, tako isto, morje, sonce, zrak, svoboda, šport, aktivnost, lepa postava, zdravo življenje. Poleg tega pride še kaj drugega. Recimo na tem kampu, ki ga bomo zdaj imeli, je več aktivnosti. Mi bomo imeli, ne vem, jogo, pa bomo imeli se pravi strokovnjaka za prehrano, pa za fitness. Tako da probamo narediti en tak bootcamp oziroma kamp, kjer je več aktivnosti, več športov povezanih, jasno nekaj dobre zdrave hrane, pa seveda verjetno tudi nekaj tistega večernega dela, kjer je pa malo manj zdravo. Ampak se pol preko športa se pa tudi to v redu, ste me prepričali. Recimo, bi poskusila.
Okay. Vsaj poskušala, tako za en teden. Ja, probala bi, saj da vidim, kako izgleda. No, ker en teden ne treba ustrajati. Ne. To pa ja, en dan je premalo, en dan je sam zmajček, pol se gre v vodo, tako, ne. En teden, evo, dil, narediva. Zmenjeno. Kaj pa pri tem športu, vem, da obstaja več kategorij, v katero iz teh spadate vi? Kategorije? Ja, različice, ali kako bi se temu rekla? Ne, pa niti ni kategorij, obstajajo različni zmaji, ki so pač po velikosti glede na veter, ne, pa obstajajo različne deske spet glede na težo, pa obstajajo deske, ki so recimo samo za valove, a ne, vejverca. To so, pač tukaj je več opreme. Zdaj, ja, seveda smo mi amaterji, če tako rečem, potem so ICO inštruktorji, se pravi certificirani inštruktorji, pa ISAF inštruktorji, pa so potem pro-riderji. To je pa zdaj, se pravi, ko nek proizvajalec reče, tam bo pa moj ambasador, ne, to je pa pol tisti tops. To so ponavadi najbolj izbrani umetniki, že skoraj, ne, na vodi. Pa je drag tak šport? Bi si ga lahko privoščil kdorkoli? To je, verjetno je drag, ne, za marskoga bi rekel, v Sloveniji je najbrž drag. Zdaj pa spet, če primerjaš, dobro, smučarska oprema kompletna je od do, ne. Kaj pa vem, koliko stanejo zdaj smučke, pancerji, avtomati, palce, cel kombinezon, čelade in še kaj pri kajtanju moraš kupiti? Tisto desko, zmaja ali kako? Pri kajtanju rabiš desko pa enega zmaja ali pa dva zmaja, ne, imaš še to ročko in neoprensko obliko. In to je praktično to. Pa še je pomembno, ti za smučarijo, ki zapraviš, ne, nekako za opremo, ne vem, koliko poprečno Slovenec smuča. Teden, dva na leto, ne vem, poprečje mogoče en teden, ne. Mira, ne mi tega razlagati, jaz ne smučam. Okej, no, tudi to je lahko. Ti športnik. No, okej, tukaj je treba veliko še delati, pa spremeniti. Bom s Petrom govoril, a ne. Bo naredila en načrt. Ampak po moje, da ni. Če se da recimo, kaj pa vem, 1000 evrov, 2000 evrov za opremo za smučanje, ne, odnovo, pa se en teden smučaš, ne, poprečno, kajtaš lahko pa 10-krat, ali pa kadar je lep vreme, skočiš za en dan v Falcon. Tako da verjetno je izkoristek boljši, ne. No, kje se kajta? Cena je pa tudi tam nekje, no, sem rekel, 2 kajta pa deska, verjetno lahko dobiš od 1000 evrov naprej. Ponavadi v Sloveniji, kje se kajta? Ja, v Sloveniji se kajta samo pozima, ne, in se hodi na bloke. Drugače pa najbližje je Monfalcon. Monfalcone, ja, Italija. V gradu, ne, se pravi v gradu, potem določeni hodijo v Nin, pa je super pozicija na Bolu, kar se te regije tiče, ampak mi imamo Adrio in to je super, ne, zato ker ti letiš vsaj ena destinacija, ki je fenomenalna za kajtarijo, to je Egipt. En teden, direktno z Ljubljane greš, prema in si, ko pa v 4 urah si, 5 urah si dol. Tako da Egipt je za kajterje super lokacija, tudi Egipčani veliko svojega turizma na tem gradijo in mislim, da je daleč največ na svetu kajtarskih spotov, ne, ta točka, kjer se kajta organizirana, je v Egiptu. No, če smo pri kajtanju, zakaj nič ne poveste o tem, kar imate na mizi? Ja, okej, to pa zdaj. Dobro, prvič imam katalog, ne. Kor opreme, moram reči, to so nemški proizvajalci v Nemčiji, ne bi izgubili besede. Nemci so pač Nemci, ne. Ja. Oni ne morejo, da bi kaj slabega naredili. Se pravi, to je najboljša oprema na svetu ta trenutek, kar se kajtarija tiče. Je pa res, da nažalost ne, vse dobre stvari so malo dražje, ne. Tako da tudi ta oprema je malo dražja, ampak odtehta z kvaliteto, pa vzdržljivostjo. To je vseeno oprema, ki je skozi v slani vodi, pa je na soncu, ne. In tle zdaj, če je oprema slaba, da ne bom govoril, jo moraš večkrat zamenjati. Valjda, ne bo šlo. To je ena stvar. Drugo je pa od pro-riderja, od tega istega kora, knjiga, Trictionary o kiteboardanju in tukaj je pa knjiga, mislim, v bistvu ni knjiga, ampak to je tako orang enciklopedija, ne, ki v bistvu je v angleščini, obstaja sicer tudi v italijanščini, pa še nekaj jezikih, žal ne v slovenščini, ker je premajhen trg. In ta knjigica je v bistvu taka biblija za kajtarje. Od prvih korakov, prvih začetkov, ne, če bi kdorkoli bi se želel s tem začeti ukvarjati, prebere. Pa to imamo v prodaji v Sloveniji ali ne? To imamo v prodaji v podjetju Attitude, ja. To se v Attitudu lahko naroči. Pa mogoče še kakšni trgovini, samo pa bom rekel, pa da ne vem, ne. Ajde se še kje v Sloveniji, ampak se bo čisto dovolj. Pri nas se ta knjiga dobi. In za vsakega, ki razmišlja o kajtanju, konec konca, ali pa tazga kajta, pa bi rad napredoval, priporočam.
No, priporočate in ne samo to. Vem, da tudi ste pripravljen podariti tudi to nekomu za drugo nagradno vprašanje. Drugo vprašanje, nagradno vprašanje pa bo. Dajva se zmeniti najbolj čisto obratno in se naj ne tiče kajtanja, ampak... Kje se snema oddaja O? V katerem mestu v Sloveniji se snema oddaja O? Bravo, Miran, super vprašanje. Dragi gledalci in gledalke, ste slišali. Če želite dobiti knjigo, to čudovito knjigo o kajtanju, vprašanje, kje se snema oddaja O? Super. Dobra ideja. Super. Všeč mi je. Kaj pa ta velika stvar na mizi? Ta velika stvar na mizi, to je pa čudovit izdelek mojega rotarijskega prijatelja in sicer je pokal. Pokal. Pokal, v tem primeru je bil to pokal namenjen rotarijanski regati, na kateri sem bil pač nazadnje 10 dni nazaj. No, mogoče nekateri ne vedo, kaj pomeni rotari. Lahko na kratko, čisto na kratko. Rotari, rotarijanci ali pa rotari, to bom rekel, mi smo klub prijateljev, ki se redno dobivamo enkrat na teden. Osnovni namen tega prijateljevanja je druženje, izmenjavanje, učenje, sodelovanje. Hkrati pa vse, kar v tem naših dogodkih nas spremlja, je pa nek družbeno odgovoren vpliv na okolico. Zdaj ali to delamo z našimi dejanji in pa v bistvu še bolj smiselno pa je, da seveda si utrgamo en del tega, kar ne potrebujemo in obdarimo ali pa pomagamo tudi drugim. Tako da v bistvu rotarijanstvo je eno gibanje, zelo staro, spet izvira iz nekih anglosaških dežel, ki v bistvu pomeni druženje in pomoč. Tako da jaz v tem krogih, bom rekel, z veseljem sodelujem, prvič imam veliko prijateljev tam. Kako dolgo ste že tam? Kako dolgo ste član Rotary kluba? Zdaj težko rekel, sigurno pa več kot 10-15 let. Se pravi, rad pomagate? Mislim, da moraš pomagati. No, mislim, ne, da moraš pomagati, ampak mislim, da če pomagaš, da se to vrača. To je prvo. Drug je pa velik zadovoljstvo je pomagati. Zdaj, enemu ga naučiš kajtati, pa je vesel, kaj kajta, to je zadovoljstvo. Pomagaš otroku, ki se razvija, pa kar raste. Pomagaš sodelavcu. Mislim, da je to dobro, da je dober občutek in da s tem tudi sebe bogatimo. Tako da je to tudi v človeški naravi. Težko bi rekel, da če vidiš, da je eno v stiski, da ne boš nič naredil. To pač se mi zdi tako. Zelo lepo, ker ponavadi tako uspešni ljudje kot vi ne razmišljajo vsi tako kot vi. Kaj pa, jaz še kar veliko poslovnežev uspešnih poznam in doma in v tujini. Zdaj bom rekel, tisti, ki je prigaral si, zdaj bogatstvo, ampak nek uspeh, recimo. Tisto bolj čuti in je tudi bolj pripravljen pomagati. In ve, kakšna pot je do tega, zato pa je pripravljen pomagati. Jaz mislim, da kar je. Ali pa easy come, easy go. Tisti, ki je res nekaj pridobil, zna to ceniti in zna to tudi pravilno uporabljati. Tisti, ki pa prehiter dobi ali pa na loteriji zadene, pa ponavadi pač, koliko je teh zgodb, tudi slabo naloži ali pa slabo porabi. Tako da verjetno je to že kar neki more biti resnice na tem pol. Se strinjam. No, ko smo stali pri tem pokalu, ste ga dobili za? Ta konkreten pokal smo dobili za prvo mesto na Rotary regati. Naš klub Rotary Carniola je organiziral mednarodno... In je samo en pokal ali vsak član ima? Ne, mi smo v svoji kategoriji bili prvi, drugače overall je spet bil, na celotni regati je bil še en pokal, pa se pravi 3 kategorije, pa en je bil v celoti. Ne, sprašujem fizično, koliko jih je narejenih, ker imate vi tega, tega imate pri sebi. Ja, za prvo mesto so 3, eni skupen, eno za Bavarijo in eni za Hanse. Drugačnih je pa nekaj so še za druga mesta, pa za Fairplay, pa tako. Mislim, vseh pokalov je izdelal ta moj kolega, kakšnih 15. No in tega si predajate ali tega imate striktno vi? Ta bo moj, dokler se ne bo. Ta je naš v podjetju, da tako rečem. Aha, v pisarni se pravi. Ja, seveda. Odlično. Sem ponosen, prvič, da sem rotarijanc, drugič pa, da sem zmagovalni rotarijanc. Super, zelo lepo. Slišala sem tudi, da veliko potujete. Kar se le da. Ja.
To sem slišala iz prve roke in kam ponavadi rad greste? No, tako, In zakaj? spet zelo lahek odgovor. Če imaš rad morje, toploto, a ne, pa so tle, zmeri je pod ekvatorjem dober. Okay. Se pravi, to je prvo pravilo, je pod ekvatorjem so vse. Zdaj pa tiske so, prva moja ljubezen bila Afrika. Ker? Ker je najbolj romantična. Se pravi, vi ste romantik. Slišala sem že dvakrat ste omenil romantično, vi ste romantik, romantična dušica. Ne vem, če si to lahko še, ker sem rekel prej romantičen podjetnik. Ja, veliko kraja. Ja, no, fajn se počutim seveda, če je svečka, pa če je narava, pa če so živali, pa tako, ne, zadovoljni ljudje okrog mene, ne vem, ogenj, ne, to pač jaz mislim, da smo pa vsi romantični. Vse to je to tisto, kar je večini ljudi všeč. A pa z večini ljudi, ampak nekateri s katerimi moški se jaz niso, družim. nekateri moški niso romantični. To pa ne bi videl, ne. Jaz vam povem, da tako kot se sliši, nekateri niso sploh za romantiko. Se pravi, vi ste taka romantična dušica. Dobro, ne bom odgovoril zdaj. Okay, kaj pa umetniška duša, če smo že pri tem? Ja, zdaj, če ne bi, jaz sploh ne vem, kako me je informatiko zanesla. Zdaj, mislim, da bi delal lahko skoraj karkoli drugega. Posebej, če moda, no, recimo v modi bi se zlahka znašel. Tekstil, tkanine, oblike, barve, materiali, to dizajn, ne, krojenje, to bi recimo rekel, to bi lahko to delati življenje. Ali pa kaj drugega, z lesom, ne, vse izdelki iz lesa. Ali pa kakšno industrijsko oblikovanje, ne. To sem lahko po teh trgovinah, to sem hujši, kot najhujša ženska. To me, ne, pa kjerkoli. Aj s pohištvom, aj s dizajnom, aj s cunjami, ali je to pač, ne, tle pa ne dobiš boštica van hitro. Zanimivo. No, pri Afriki se opravičujem, malo me je zanesla. Afrika. Kaj so že? Ja, ne, no, Afrika je bila prva, ja, Afrika je, ampak zdaj spet govorimo podsaharska Afrika, ne. Ta arabski svet, to je drugo. Živali, ne, saj ne moreš. Imate rad. To, ko prideš pa se enkrat res v divini, ne. Narava, ne, ko se znajdeš kaj, Keniji, Tanzaniji, tam sred, ne, ti pa lev, pa štirje, ki te pazijo. Vi ste lev pa lev, vi ste lev pa lev. Pa štirje, ki tebe pazijo pred drugim levom, ne. Pa morje, ne, zdaj pač to je, v Afriki sem tudi deleč največ časa preživel in kadar je prilika, seveda se vračam tja, ne. Tako da to je pač prvo, ne, moj vtis. Ali pa prva asociacija, kar rečeš, pot je Afrika. Potem sta pa še dve destinacije, ki sta mi isto ljubke. Ena Avstralija, v Avstraliji sem bil nekajkrat, čelo prevozil, ne, tako smo res. Spet isti razlogi, ne. Spet narava, spet živali, ki so zelo posebne, zelo avtohtone, nikjer drugje jih ni, ne. Pa ljudje, no, tam so res ljudje. Čisto odbiti. Bolj, ko greš v divino, bolj so prijazni, bolj so posebni, bolj so drugačni, ne. In recimo ena taka avstralska izkušnja, ki mi je blazno všeč, tam veliko Avstralcev, tam tudi ni tak problem službo dobiti, no, to je ta prvo, ne. In tam veliko Avstralcev vzame campervana, se pravi ta, no, kako je slovenski ne, kako se to pač po slovenski pove. Pusti službo in gre z družino potovati in kroži po Avstraliji, pol leta, eno leto, 2 leti, pol jim počasi denarja zmanjka, spet nekje vstavijo, vzamejo službo, tako ne, in veliko Avstralcev tako preživlja svoje življenje, ne, v stiku z naravo, z družino, na poti, v naravi, mislim, to je bil meni tak fenomen in dober občutek, ne, in tam imaš res občutek, da si svoboden, da si enkrat v Avstraliji, v divjini, imaš res feeling, da ne. Kakšen pa feeling imate v Sloveniji, ko se vračate? Skozi je treba nekaj narediti, ne. Že ko v Evropo prideš, v Frankfurtu so že s kislimi obrazi vsi. Tako recimo je res, ko prideš v Evropo, je vse drugačno. Tako da niste ene take dežele, ne. Tudi ljudje so tam živahni. No, tretja destinacija, ko smo pri tem, je pa seveda Južna Amerika. To sem pa tudi kar celo prehodil skoraj, ne, nazadnje v Kolumbiji, najbolj nevarni deželi Južne Amerike, ampak Kolumbija je fenomenalna, tako kot ostala Južna Amerika. In je spet to ni bogatstva, ne, ampak je bogatstvo v ljudeh. To je pač, ne, energija je drugačna, no, kako bi rekel. To je neprecenljivo. A mi verjamete, da sva že pred koncem oddaje? Potem pa mislim, da je to oddajo treba podaljšati. Jaz mislim, da je ta oddaja čisto prekratka, ne, in da je treba absolutno podaljšati. No, pred koncem imam še 2 vprašanji.
Menite, da denar spremeni človeka? Prepričan sem, da ga. Zakaj? Ja, prvo, kar spremeni, je okolje, a ne. Ker nekdo, ki kot v Afriki ali pa v Aziji vidijo belca, si predstavljajo kar dolarje, ki hodijo po cesti, a ne. Tako tudi, če nekdo denar ima, ljudje do njega odnos spremenijo, a ne. To je prvo, po mojem, da se zgodi, a ne. Kaj bi pač rekel? Drugače ga gledajo, drugače ga sprašujejo, prosijo ga mogoče za denar, a ne, ali bi posodil to, kakšnega prezirajo, ne. To pač so različni, ampak zmeri reakcija zmeri na bogatstvo je. In seveda, ne, potem pa to požene pa kontrareakcijo, a ne, ker to je normalno, ne. Tako da potem, jaz ne vem, ker jaz nisem bogat, da se prav razumemo, ne, ampak predstavljam si neke te zelo bogate ljudi, tipo Billa Gatesa ali pa znane osebnosti, Michael Jacksona, da oni se res potem morajo pred svetom umakniti, ne, ker čim gre ven, ga takoj začnejo neki, ne, interesi, biznisi, to pač tako je, a ne, in zato se po moje ljudje spreminjajo, a ne. A je to, čist sam denar nobenega ne spremeni, a ne, razen da si dobre volje od začetka, ampak Pa ga lahko to pa ja, to bi pa rekel, da ja. Slišala sem tudi, da ste lansko leto bil tudi v komisiji v nekem resničnostnem šovu. Kako je sploh prišlo do tega, da ste tako pogosto pred kamerami? Imate rad kamero? To spet ne bi rekel, da imam rad kamero, ampak to je nekako en tak... Ni problem to za vas? Ni. Ne, problem pa res ni, mogoče ima kamera rada me, ne. Kaj pa, ko smo začeli poslovati, ne, jaz sem prišel v Slovenijo, 24-leten fant, bil sem direktor podjetja, dobro smo delali, tako, to kar, in potem pride, mi smo se vse učili, ne, od carine, od novih zakonodaje, pa državo smo novo ustanovili, zakon o javnih naročilih. In del tega je pač tudi ta PR-ovski pa marketinški svet. In pač enkrat, ko vstopaš tudi v to, a ne, ali ti je všeč, ali ti ni, a ne. Vam je všeč? Meni je v redu. Vprašala sem z namenom. Dragi gledalci, sedaj bom zaključila, rečem vam lahko noč. Vaša naloga pa je, kaj svetujete mladim podjetnikom in da zaključite oddajo in se poslovite od mojih gledalcev. Dragi gledalci, jaz vam rečem lahko noč. Dobro, zadrega. Kaj svetujem mladim podjetnikom oziroma tem, ki bi to radi postali? Prva stvar, ki je, pot do uspeha ni kratka. Noben ni šel zvečer spat in se bo ga trudil. Pustimo zdaj tiste, ki so na loteriji zadeli. Torej, če želite uspeti, pač tisto, kar je potrebno, je vztrajnost, delo, pa vera v to, kar delaš. Vse ostalo pride pa samo kot posledica. In še nekaj, ne iščete denarja, ker če iščete denar, ga ne boste našli, če pa iščete delo, vas bo denar našel sam. To je bila oddaja in hvala lepa za sodelovanje.